Lepo pozdravljeni v oddaji Klepetalnica. Tokratna oddaja bo bolj zgodovinsko obarvana. V Klepetalnici tokrat poleg Staneta Zarnika gostim gospoda Nandeta Vodeta. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Večer. Gospod Vode, vi ste se rodili davnega leta 1919. Danes otroci in mladina preživljajo svoj prosti čas pred televizijskimi ekrani in pa pred računalnikom. Kako pa je izgledalo vaše otroštvo? Ja, ne vem, kako bi rekel. Bolj preprosto je bilo. Seveda, televizija ni bilo, radija ne, časopisov malo. No ja, ljudje so se pogovarjali v gostilni pa pred cerkev. To je bilo pravzaprav ta glavno, kar je bilo. To so bile tudi vse novice, časopisov. No, tista bogat so že imeli kakšnega. Drugi pa seveda tudi tega niso imeli. Ja, v gostilni so zvedeli vse novice, no, ženske med seboj, tako kot je navad. To je bilo. Ja, pestro je bilo, pa se ni bilo toliko ljudi, ki je zdaj, ne. So se lahko pogovorili. Ko ste glih omenili časopis, se morda spomnite, v Ljubljani je prva radijska postaja zaživela leta 1928. Kdaj pa Komenda mogoče prvič dobila radio? Oziroma, da je kdo v Komendi pač... Ja, prvo smo imeli tiste detektorje, ne, ko so jih ljudje več ali manj sami naredili. Tisti, ki so bili mojstri, ker je tista oddaja tam v Domžalah dosti blizu, se je dal kaj slišati. Radioaparati pa mogoče tam nekje 31 leta. Pa nas je bil, to je 34 leta. Takrat, ko je bil kralj Aleksander ubit in potem je se oče odločil, da bo kupil radio za vsak slučaj, če bo kakšne novice bolj sveže, bolj take hitre. In odkje pa so prihajali te novice, katero postajo se je lovilo v 30 letih? Ja, Ljubljano, seveda. Ljubljana je bila že svoj program. Ja, drugega pa že nisem. No ja, 34 leta so bile seveda že druge postaje, tudi toliko močne, če je bil dober radioaparat, seveda je dosegel tudi, mislim, Dunaj, pa Italijo, ne vem, kjer je. No, take, ta bližnje seveda tudi. No in ko ste omenili, da ta bogati, ne, so to morda že imeli, kdo pa so bili takrat na Komenskem podeželju tisti bolj bogati? Ko že omenjam podeželje, seveda to povezujem s kmetijstvom. Pa je bilo še kaj poleg tega, tudi v obrtik? Ja, bogati, če tako vzamemo denarni, seveda to so bili obrtniki pa trgovci. Kmetje pa, no ja, veljali so že, recimo gruntar, to je bilo že nekaj, kar je bilo nekaj več, kot od povprečja, teh ni bilo veliko. Ja, to je bilo tudi pravzaprav vse. Ja, največ je pa trgovina prinesla, predvsem tam ta bogatija. No in ko so seveda, je bilo pa to obdobja, ne, ko so bili recimo vsi bolj dobro stoječi, potem je bila kriza, kriza je pobrala marsikakšnega, no in potem do leta 34, potem so se pa stvari začele spreminjati. Ko se že omenjal družabno življenje, tukaj seveda, nakljub temu, da še ni 100 let mimo, ne, se nekatere stvari na podeželju ne spreminjajo. Še vedno so gostilne tiste, kjer se malo več družabnega življenja odvija. Pred cerkvijo tudi še vedno. Kako pa so stvari izgledale recimo ob volitvah? Ko so ljudje volili, kaj se je potem dogajalo? Kam so se preselili, kje so komentirali te politične dogodke morda? Ja, kolikor se jaz spomnim, ti kandidati so hodili, so prišli tudi recimo za jugoslovansko skupščino, ne samo za slovensko, po gostilnah. Tisti, ki so bili, eni so bili naprednjaki ali pa liberalci, ne, drugi so bili krščanski demokrati. No, seveda, vsak je si izbral tisto gostilno, ki je bil gostilničar recimo njim nekako naklonjen. No in tam so potem imeli sestanke, tam so propagirali svojo misel. Ja, to je bilo tudi približno vse.
kar je bilo. Spomnim se pa na take anekdote, ne vam bo še za zraven, ko že govorimo o teh volitvah, pa o teh kandidatih. Da sem bil še čist majhen, to vem, da sem bil, ampak sem pa časopise gledal in not je bil en kandidat, Puc, mislim, da se je pisal, in je bil zmerna misel, ker je izpadel iz vlade ven, ni bil izvoljen, in je bil malo večkrat na kaheljke sedel, ne, karikatura, on tam sedi. In ti ljudje so prišli pri enih volitvah v našo gostilno, takrat smo imeli pri nas gostilno, in sedijo za mizo, tamle se še spomnim, on zraven pa še neki drugi domači, pa tuji, pa daljni ti kandidati. Se gledam tiste in potem očeta potegnem za roke, pa tam nazraven v sobo, pa rečem, a ni ta tiska na kahelj sedi. No, pa so rekli, seveda, oče bil pa pol navdušen, pa rekel, ja, vidite, ta vas je pa prepoznal, da ste vi to. No, so rekli, ta bo pa še politik. Kralj Aleksandar, kot ste ga tudi že sami omenili, je leta 1931 izdal oktroirano ustavo. Ja. Se pravi, to je bilo med letom 1932 in pa letom 1935 so bile prepovedane politične stranke. Takrat SLS tudi formalno ni obstajala. Kako ste te posledice občutili tudi v Komendi? Ja, to pa je težko kaj povem. Zaradi tega, ker sem bil v Kočevju šoli, in seveda nisem tako stvari nič opravka, za nazaj nisem spraševal, tako da res ne vem, kako. Kar so drug podvajali, seveda, da so bili taki zoprni časi, seveda. To je bila tista diktatura, kakšna je bila, jaz nisem občutil. Tudi ne moram reči, kako je to izgledalo. Jaz osebno, ne to, kar so pa drug podvajali, pa nima smisla, da prepovedujem. Nižjo gimnazijo, kot ste dejali, ste obiskovali v Kočevju. Kako ste se sploh odločili, da takrat le niso bile cestne povezave tako dobre, da ste v tistih časih šli tako daleč od doma? Ja, to so me starši tja poslali. Pač oni so, zaradi tega, ker je bil tam dijaški dom, seveda. Ja. Zdaj, vsak dan nisem mogel v Ljubljano peljati, se to je čisto gotovo. Verjetno tudi cena, kaj jih je to napotil, da sem bil tam, 4 leta sem tam bil, da sem to dokončal. To je bilo vse, kar je bilo. Konec je bilo čisto vse lik, ki se tiša, ali v Ptuju, ali v Ljubljani, ali v Kočevju. Mogoče zato, da nisem tam hodil. Ne vem. Bili ste pa tudi dejavni v društvu kmečkih fantov in deklet in pa v društvu Sokoli. Lahko našim gledalcem kaj več poveste, mogoče tudi kakšno anekdoto, če se spomnite? Ja, tam kakšna posebna anekdota ni bilo. Ja, pri Sokolih sem bil skozi, od naraščajnika, pa se pravi, ko sem domov prišel, to so bili tisti mlajši, pa do konca. Ja, anekdota sicer taka, bolj groba je bila, pa kruta, če se tako vzame, ker sem šel, jaz sem bil načelnik pa nazadnje Sokola tla v Komendi, oče je bil starešina, in čisto po slučaju, ker sem šel jaz s hojakom, na volitvah seveda sem povedal, da grem, in so izvolili drugega, to se pravi Šmidovega Ivčeta za načelnika. Oče pa tudi rekel, sem pa že dovolj star, pa naj bo drug, in je bil Rebolj Ivo. Začela se je vojna in posledice vsega tega so bile, da so bili ti izseljeni. Mi dva so pa doma ostala. Zato, ker nismo takrat to. Oni so bili pač tudi tam dost, kako preko, birokrati, in so te pobrali, kar se jih po spisku imeli. Mogoče so bili še kakšne druge stvari, ampak v glavnem to je bilo, ker te ljudi so vse pospravili. Oba sta šla v Srbijo za 4 leta. To, velika kruta anekdota, je pa res.
Kako je pa v bistvu izgledalo pač ta leta pred vojno, pred drugo svetovno vojno, od leta recimo 39 pa do 41, kakšen je bil vsakdanjik? Po Evropi namreč so se že bojevali. Stvari so se bistveno spremenile. Tja, nekje jaz tiskal, seveda sem bil premlad, ampak malo se spomnim, ker nekam do 32. leta, 33 mogoče, so bili zelo taki slabi časi. Bile so tiste krize, strašna kriza takrat, 30. leta. Tako da je več ali manj ves ta življenje zamrl, predvsem trgovina, gospodarstvo, nobena stvar ni tekla. No, potem seveda se je to odprlo, z ozirom na to, da so veliko je bilo na tam, seveda verjetno, no, da so v Nemčiji seveda nacisti prevzeli in potem so ti dela bila, javna dela, veliko se je lahko tam prodaja, veliko so ljudje zaslužili in potem je bilo življenje seveda z ozirom na to, da je bilo več denarja, tudi pri nas seveda življenje bolj živahen. Vse stvari so se bolj začele. Seveda je bilo pa dvoje, seveda eni so bili tako naklonjeni bolj temu novemu sistemu, recimo, kar je bilo v Nemčiji, nacizmu, oziroma se ga niso imenovali takrat nacizmu, ali pa bolj preko za Hitlerja, ne. Drugi pa seveda kot narodnjaki. Te dve struje sta se seveda čim bolj odprle. Pri nas ne bi rekel, da so bile stvari tako hudo ločene. Bil sem pa večkrat, ker sem pa že hodil po nakupu za vino na Ptuju, pa tam so pa stvari pa seveda dosti drugačne. Tam je bil pa vpliv hitlerizma pa že strahotno hud. To tudi zato, ker ste šel iz Kranjske na Štajersko. Ja, Štajerska, v bistvu spodnja Štajerska, pod močnim vplivom Nemčije. Strašno je bilo. Jaz se spomnim potem, ko je bila že vojna, da pri tistih kmetih, ki sem prej kupoval vino, 41. leta, seveda, ko sem spet prišel jesen, se že z njim nisem mogel več slovensko pogovarjati, sem se mogel nemško pogovarjati. Nemško sem pa znal, pa ne zato, ker sem bil v Kočevju, ampak zaradi tega, ker sem na trgovski šoli pozneje, kot smo imeli nemščino kot obvezen predmet, ampak ne 3-krat na teden, ampak 7-krat na teden. 7 ur, ja. 7 ur mislim, da je bilo, ne. Tako da še vedno govorite perfektno nemščino? Perfektno, ne, ampak toliko pa, da je bilo dosti toliko, da sem se lahko kar dobro rešval. Seveda, malo pa prisila, pa se naučiš, vse čemu se moraš naučiti, ne. Kaj je bil pa glavni razlog, da niste šli v ilegalo? S partizani ste se konec leta 41 že srečali, vendar ste se vseeno kar umikali oziroma... Ne, nič nisem umikal. Niti ni bilo nujno, da greš. Kaj s tem? Izogibali pa ste se nemški vojski? Ne, ugibal. Tako je bilo. Oče, nisem bil glih tisti letnik, ki bi moral je čista prvi v nemško vojsko, ampak ker je oče, majhen kasneje bilo, oče pa potem umrl, potem sem bil kot gospodar, sva bila sama, mama je bila že starejša, seveda sem bil za nekaj mesecev, po 3 mesece mislim, sem bil oproščen, to, da me ni bilo treba jeti tja. Če gremo malce v tisti čas še nazaj, pred drugo svetovno vojno, če gledamo slovenske stranke, je bila stranka SLS najmočnejša stranka glede na volilne rezultate. No, ko potem se začne druga svetovna vojna, pa kar naenkrat te stranke ni več v zgodovini, v tej novejši slovenski zgodovini. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Če je morda bilo kaj od tega tudi na Komenskem? Po vojni misliš? Ne, mislim od predvojne, pred drugo svetovno vojno, pa začetek druge svetovne vojne. Kje je pravzaprav ta stranka ponikala? Še ni bilo nobene stranke.
Ni bilo nobene stranke med vojno. Med vojno ne, ampak ravno to je vprašanje. A ne? Pred vojno je najmočnejša stranka SLS, potem ko se pa začne vojna, imamo pa OF, ne? Stranke SLS pa pravzaprav ni več. Ja, nobene stranke ni bilo razen krščanski socialisti. Ki so se združili. Ti so bili še, niti to, se pravim, jaz se za politiko takrat v tistih časih res nisem veliko zanimal. Prav za res, ne, tako da sem bil čisto včasih analfabet, ne glede na to, da je oče bil kar tako nekako v politik bolj angažiran, ampak jaz pa ne vem, čist nič me ni potegnil. Tako da sem bil čist, kaj vem, ko se je vojna začela, sem komaj znal razlikovati, kdo je kdo, ne. Recimo, dobro, tisti ustaši tam na Hrvaškem, to je bilo zame skoraj čist novo. Takrat, ko sem dan potoval, se mi je tako zdelo vse čudno. Za Nemce sem že vedel, da so, ampak za take pa. To se pravi, nisem v kakšnih posebnih takih. In tudi tako, OF ali pa komunizem, te stranke, te stvari se tudi nisem toliko zanimal, poslal sem, ne morem reči, da niso mi bili simpatični, ampak nisem se pa toliko angažiral. In tudi takrat, ko je bil OF, tam se ni ne vem kako debatiral, zdaj bodo pa komunisti tisti, ki so to prevzeli. Res pa je, seveda, da jaz kot bolj iz bogate družine nisem bil glih ne vem kako najbrž zaželen tam vmes. Nisem kot nek tak, ne, ker dobro, en določen odnos verjetno so do teh takih ljudi imeli, ker več ali manj so ti bili proti osvobodilni fronti ali pa mogoče bolj za to obstoječo oblast, ki je takrat bila. Ja, običajno tisto, ki so malo bolj situirani, niso ravno revolucionarji. Ne, niso. Te boste najdali vedno med proletariatom, med tistim, ki malo manj zaslužijo. Se pa kakšen izvrže včasih, ja. Ki pravzaprav nimajo kaj izgubiti, ne? Ja, sej to je tisto, ne, sej to je tisto. Se pravi, lahko se kakšen zvrže, ne, sej so bili tudi vmes taki. Ampak res pa je, vsak se boji za tisto, kar ima, ne, in se hoče to tudi obdržati. To je bilo takrat, takrat, ko je bila vojna, in je zdaj tudi isto, ne, to je zmeraj isto, ne. Gotovo, da je, to je kar logično. OF-u ste se pa vseeno pridružili. Kakšne so bile pa vaše zadolžitve? OF, to je bilo, seveda, OF, moram tole povedati, ne, jaz kot tak, kakršen sem bil v tistih letih, sem bil zdaj nekako vezan na to, ali grem v nemško vojsko, ne, ali se nekam skrijem, ali grem pa domov brancem. Eno, kaj drugo me gotovo ni pasal. To se pravi, ostane samo to. Takrat, 41. leta, ko so se pravi, mislim, da je bil julij, so te moje znance, se pravi Šmida Ivčeta, pa Jezerška, pa ne vem, še druge take ljudi, nisem več prihvedel, ampak so se tla pripeljali na tovornjakih, Nemci so jih pripeljali seveda, in so tla počakali. Zdaj, dobro je, jaz sem bil prepričan, da bomo se tudi mi odpeljali takrat, ampak sreč ni bilo tako, oni so prišli samo tisti, ki so spremljali ene par sem, da so nekaj popili, pa so šli pa dalje. Samo sem si pa že takrat zarekel, če bi me selili, potem mene ne bodo. Jaz bom prehod šel in ni važno kam, ker tudi takrat nisem vedel za nobene partizane, za nobene druge stvari, ampak vendar bi nekam šel. Ne bi se pustil preseliti. To je bila moja takrat zaveza, no seveda sem potem malo najdel tudi take že, ki so bili že partizane, oziroma simpatizere, tako da, no, potem so se stvari drugače stekle. Ja, to je bila moja zaveza, to je bilo čisto tako, ne dam se, ne, to je drugo. Drugo je potem kako si OF, pa zakaj OF, no, vse to je bilo isto, to je tisto.
bori se proti tistemu, ki sem prišel in te hoče z nasilo pridobiti in okupirati. Partizani so vas tudi odpeljali, popeljali. Ne. Bili ste v bistvu v Bohinju, ste šli Ne. niste šli v... Ne. Potem je to neka... No, mogoče mehan, no, se v koncu vse. Ne, jaz sem šel sam v partizane. Še celo tako je bilo, ko sem prišel na Dobravo, sem šel, tla doma sem se že poslovil in ko sem tja prišel, sem rekel, no, zdaj sem prišel v partizane, so pa rekli, ja, kako se ti že ne, a ne že nekaj mesecev tukaj, zato ker sem bil kar naprej tam, ne. Nisem kar tako na slepo kaj padel. Vendarle sem pa dve stvari naročil, da kadar bodo tla mobilizirani, pač tudi k nam pridejo, ne lomijo ali kakorkoli že. Jaz sem pa se odpeljal pa na Dunaj, pa v Gradec, pa ne vem kam daleč, ne. In sem tam enega prosil, da ene kartice sem poslal pozdravi. To, da saj tiste prve momente ni bilo preveč hudo. Če gremo lahko še malo do Osvobodilne fronte, kako je bil morda kakšen odbor v Komendi? Ja. Kako to v naravi izgleda? Ja, viš, to je pa dobro vprašanje. Mene pa to včasih zelo zaboli, ker ti, ki so pravzaprav nekoliko, kaj s tem, člani ali propagirajo, razgladajo to naše partizanstvo pa Osvobodilno fronto, da niti ne vedo, kako je bilo to sestavljeno. Ni bila samo, največkrat se sliši, so bili partizane, četa, pa vod četa ali pa brigada, ne. In to je bilo tudi vse. V resnici je bilo pa dosti več, ne. Po vseh krajih, recimo tudi v Komendi je bil okrajni odbor Osvobodilne fronte. Ne, in dajmo seveda tako vsaka oblast, recimo celo vrsto tistih referatov pa referentov za vsako tisto stvar. Ne, in ti so potem naj bi vodili čim, kako preko, čim boljšo, čim bolj pravično politiko do vseh občanov v svojem kraju, zaradi tega, ker je bilo treba po eni strani podpirati recimo te brigade, čete, karkoli če prišlo na tisti kraj, da niso slepo pobrali recimo živino ali pa kakšne druge stvari, ampak da je šlo to nekako organizirano po eni strani, po drugi strani seveda pa, da se med ljudmi nekako utrdi ta oblast, ne, da je to ena vrste oblast, in na tretji stvari seveda, no, to so bili pa že ta zaščita, ne, da tudi tisti, ki so odkriti izdajalci, da jih ali jih mobilizirajo ali jih posvarijo ali kakorkoli že, ne. No, če tega ni bilo, seveda potem je šlo pa to bolj tako slepo. Četa je prišla ali pa brigada je prišla in naredila pač, pobrala tisto, kar je rabila, če je bilo treba koga ubiti, so ga pa tudi seveda likvidirali. No, to je bilo pa že slabše, ne. To se veliko zdaj, ko se razpravlja o teh partizanah, to se kar, mene prav zoper, še nekateri, ki so sodelovali, predvsem tam aktivno, pa še ne vedo o teh stvarih. Res pa je, da je to že daleč. Ja, res je to, da je že daleč, res je tudi to, da vas je že malo stal. Ja, redki smo že, ja. Zlasti takšni, ki bi znali tam kaj povedati, tako kot vi. Pa vendar, ko ste že omenili partizanstvo, na drugi strani pa tudi domobranstvo. Tudi domobranstvo je bilo tukaj v tem koncu prepoznavno, ne? Ja, vse to je tisto, kar je bilo najslabše. To se ti domobranci so pač na Dolenjskem mogoče večkrat drugače bili sestavljeni, ker so bili kot od začetka 41. leta kar naprej, se pravi, tam so bile tiste prostovoljne brigade, ne, kaj je že najem volontarja. No, pri nas je bilo to 44. leta.
Zdaj, to so pa organizirali, no, tam so najbrž duhovčina, pa so pa to organizirali pa Gestapo. V tem koncu? Ja, kar povsod, meni se zdi. Dobili so tiste pripadnike, ki so bili za to. Na eni strani seveda mogoče ideje iz Ljubljane oziroma iz tega konca, po drugi strani so pa Nemci to tudi izrabili za svoje koristi. Vodili to Gestapo, ne? In tudi mobilizirali so na ta način tisti, ki so že tam bili, da so te pripadnike oziroma sodelavce Osvobodilne fronte, pa ki so vedeli, da niso dosti trzni, so jim zagrozili, če ne boš sodeloval z nam, da bo pa Gestapo za tisti tvoj del, ki si ga upravljal tam pri Osvobodilni fronti, prijel, ne, seveda. To je pa bilo sigurno, da greš potem najmanj to v arest, se pravi zapor ali pa izselitev. No, to tudi je bilo, ne, tudi te stvari so se tako delale. V začetku leta 1946 ste se vrnili nazaj domov. Se morda spomnite, kakšne so bila takrat občutja, kaj se je pa v Komendi takrat spremenilo? Se pravi, to je že obdobje po vojni. Ja, to moram povedati. Jaz sem bil v partizanah, nisem se kar tako vrnil domov, to je bilo že bolj kasneje. Ker sem bil skozi pri Osvobodilni, mislim v teh odborih, prvo sem bil pri okrajnem odboru, sem za določene stvari odgovarjal, potem pa me je moj tovariš, partizanski tovariš, starejši možakar je bil, povabil na svoj, se pravi tam v Zalilok je bil takrat. To je bil pokrajinski odbor Osvobodilne fronte. Ne? In sicer za to, da bi tam odgovarjal, in tudi sam potem seveda odgovarjal za trgovino in pa preskrbo. In morate vedeti, da jaz tisto svoje srednjo šolo, ki zdaj ne pravzaprav čisto nič pomenil, sem bil tam eden že bolj študiran. In seveda pa je taki so morali, če so bili za kakšno rabo, da so take stvari speljavali. In tam sem se moral potem baviti s tem, kako dobiti prehrano, kako kakšne stvari speljati in tako naprej. Ne. In seveda ta moja funkcija se je speljala kar naprej. Ne. Ko se je vojna nehala, drugi so nehali, so bili veseli, da se nehal, jaz sem pa še v tisti težki situaciji to nam mogel naprej delati. Delati, tako čisto dobesedno, preskrbeti preskrbo, pa kjer nič dobiti. Ni bilo kjer nič za dobiti, pa Republika je izdala nakazance, zdaj pa prehrano dobiti, pa dobiti to. No, ne. Ne vem, koliko je bilo tisto, no ja, nekaj čez 200 000, meni se zdi, da smo imeli takrat, poti smo s svojim okrožjem. Ljudi za preskrbeti. Ja, ljudi za preskrbeti. To je bilo pa že Ljubljana okrožje, okolica. Ja, in to je bilo. In seveda, prav na silo sem se pa tega rešil, da sem prišel domov. To je bilo, ker doma pa spet noben način. Oče je umrl 43 leta, mama je bila sama, nobenega ni bilo, sama sva bila. Posestvo, trgovina, gostilna, vina nič, trgovina nič, ena stvar. Na posestvo pa nobenega delal. Tako da je bilo res kruto, če se tako vzame. Nič ta prave svobode nisem užival. Sploh ne vem, da se je nehal. Kako ste pa pol, če ste rekli, da ste se soočili s temi problemi, kako ste jih pa reševali? Ja, kolikor sem mogel. Ste zaposlili mogoče? Pa še povrhu tega, pa še razne funkcije sem obvešal. Seveda, zdaj, tem sem bil v partizanah, pa ja, pa tak, pa že tam funkcionar, pa še to loka, pa še ona loka. Ne, to je bil živ bub, ne vem, koliko sem to speljal. Dobro, da je sploh kaj ostal še od mene. Z dolomitsko izjavo
je bila OF priznana vodilna vloga komunistične partije. Kako je Komenda občutila te posledice? Se pravi, prišli so na oblast komunisti, oziroma samo komunisti so imeli tisto glavno vlogo. Ne vem, ker komunistov ni bilo toliko. Glavno vlogo so že imeli, to sigurno, da so imeli. Ampak niso bili pa samo komunisti, so bili drugi ljudje tudi. Ne vem, niti ne 10% ni bilo komunistov in še to so bili več ali manj v mestu. To ni zdaj rečeno, da so bili pa kar vsi. Sem domov prišel, no ja, tako sem je povedal, recimo, tam na mejaču v France, to je tistih bratov, od teh mejačev, no, ta je vodil vso tisto politiko mande, prve mesece po vojni. In to zelo nasilno, ni bil ne komunist, ne v partizanih, je pa si to oblast pridobil, najbrž ne sam pri nas, najbrž ne samo on, ampak takih stvari bilo več, to se pa naprej tudi tistem, ki so bili v partizanih. Morate vedeti, da tisti ljudje, ki so bili v partizanih, da je bilo veliko takih, da niso bili kaj dosti izobraženi. Z osnovno šolo, nekateri pa še manj. Sem srečal take, ki skoraj niso znali pisati, ne? Ali so se pa samo malo naučili pisati, tudi med, recimo, seveda, so bili mlajši, tako da so tudi med vojno nekaj časa še v nemške šole hodili in so znali tako približno malo kakšne stvari napisati ali pa povedati. No ja, povedati že, napisati pa že skoraj ne. Kaj šele, da bi kaj več vedeli, ne? To zdaj, ne moram zdaj primerjati to, da na najnižjih mestih že skoraj imaš univerzitetno izobraženost, ne? Ja, čisto tako, no, ne rečem, recimo občina, bo že nekaj manj, ko so že vse univerzitetno izobražene. Ne moreš primerjati, kako je tam. In te stvari primerjati, kako je, zakaj takrat tako bilo, to je nemogoče. To je nemogoče, to ne moreš nič. Ne. Izobražen so bili duhovni, teh ni bilo in seveda jih tudi niso zravno vzeli, zdravniki, advokati, to je bilo vse v mestah, učitelji, ampak učitelj je le učitelj, ni mogel biti še ne vem kaj povrh vsega. Ne. Tako da res ni nič kaj dosti ostal. Če so bile napake, so bile čist gotovo, da so bile in lahko so bile hude napake. Iz tistem, da si bil zaveden, si lahko tudi hudo napako naredil, ker si mislil, ker nisi bil dosti razgledan, smisel, da to mora biti. Ne? In to je tisto, ne? To je zdaj tisto, kar nas zdaj največ tepe, ker pravimo dobro, da so bili pa tisti takrat, ne vem kakšni. Seveda, zaradi tega, ker niso bili izobraženi, niso znali, niso vedeli, tudi ni vedel kam, pa kaj, pa kako, pa zakaj. Ne? Niti prebrati ni znal kaj dosti. No, to so te stvari, ne da bi to zagovarjal, ampak tako je bilo dejstvo, je bilo tak. Ne? Nekateri pravijo, ja, vse je fajn, da je komunistična partija to vodila, ampak je konec vojne, bi pa morali pustiti, da bi zbrali na en drugačen vodstvo. Kera stranka bi to naredila, če bi vodila? Kera? Nobena. Tisti, ki je vodil, ne bo rekel, ja, zdaj imate pa tla vse skupaj, pa kar delajte naprej. Ne, takih ljudi pa nikjer ni. Ne, takrat jih ni bilo, pa tudi zdaj jih ni. Ja, morda zdaj bi rekla SDS, da da SD, nekaj oblast. Ne, ni takih. Kakšen je bil pa položaj kmeta po vojni? Ja, smo v Komendi. Ja, ne, to je bilo kar čist posod. Nekaj bolj slab, nekaj mehen bolj ta položaj. Seveda, no, kar sem že prej rekel, preskrbeti nekaj, ne, pa nikjer nič dobiti. Prvič, vojna se je nehala maja, ne, to se pravi, takrat, ko nič ni. Takrat je že tudi normalno vse pojedeno. Ne glede na to, da je bilo vmes vojna, da so bile rekvizicije vseh vrst, vseh sort. In potem nazadnje pa, zdaj pa dobiti to preskrbo. In zdaj jasno, potem grejo tisti, ki sem prej rekel, da niso niti ne dosti razgledan, dobijo nalogo, dajte dobiti žito, dajte dobiti prašiče, dajte dobiti meso in kar to. Ne. In ta položaj seveda že prve mesece, oziroma prva leta niso bile na in kako ugodne. Potem ni bilo strojev, ni bilo gnojiv, ni bilo nobene take stvari, kar si zdaj recimo lahko vsak preskrbi. Ja, in
Seveda, ljudje se morajo pa jesti. Zdaj, seveda, druga stvar je v tem uvoza tudi ni bilo, seveda ne. Zdaj, na en stran ljudi prehraniti, da ne bi bili nezadovoljni, pa na drugi stran kmetom, kaj jaz vem, vzeti, da so ti lahko to dobili in to za kmeta ni bilo glih, ne vem koliko, cene niso bile ne vem koliko dobre. To je ena stvar. Druga stvar je pa, to se pa še kar ponavlja, seveda, kar naprej, kmet tak, kakršen je sploh zaželen. Toliko ljudi, kolikor je bilo zaposlenih na kmetijstvu, oziroma ja, no, zaposlenih ali pa je živelo, se je bilo to več kot 50% vseh ljudi. Je nemogoče, da bi to bilo v takem sistemu, ko se industrija začenja, da bi bili ti sploh rentabilni, da bi ti lahko normalno živeli tako kot recimo delavci ali pa zaposleni. Ker so premajhna, ker ni nobenih sredstev in to je čisto gotovo bilo zelo žalostno. Ene rešitve so bile dane takrat, ko so bile tiste obdelovalne zadruge. Če so bili ljudje za to, da so se priključili, pa da so hoteli delati v teh zadrugah, dokaj časa so sploh obstojile, potem je to še nekako šlo, ker niso bile, kaj se vem, no, država je dala, kar je imela, recimo gnojila, pa take stvari, da se vsaj dal nekaj narediti. No. Dor pa še tam ni bil, seveda je pa lahko skoraj propadel. Marsikšemu so pa tudi zaplenili posestvo, tako kot recimo v Šmidu. Ker je ogromno posestvo, ljudi nič, traktorjev nič, živine nič, gnojil nič, zahteva pa tokle ima zemlje, toliko moraš oddati, ne, saj. Moraš crkati, ni kaj, ne. In seveda zagrozitev je bila potem ta, da so zaplenili v celoti vse. V 50 letih ste bili tudi župan občine Komenda. Bi lahko primerjali v bistvu delo današnjega župana, recimo Drolca, pa vaše delo? Je kakšna primerjava, kakšno paralelo lahko potegnete? Ne, nobene ne bi mogel reči, da je. Nobene, to je zdaj čisto en tak izreden čas progresije, ko to raste, ko se da nekaj narediti, ko se dobi denar. Takrat pa ni bilo. To je bila, no, ja, majčkam bolj kot krajevna skupnost. Malo pristojnosti, pa nobenega, pa bez skoraj nobenih sredstev. Tako da, kaj posebnega se res ni dal narediti. No vem, takrat smo tisti pokopališče nekaj razširili, pa ne pa take stvari, pa kakšne pota popravljali. Pa to je bilo tudi v glavnem vse. Če se ne motim, ste tudi bili prav vi glavni, ki ste v Komendi pripeljali kino oziroma stalni kino. Kako so se občani odzvali, da je dobila Komenda kino? Ja, se mi kino smo imeli ampak je bil tak potujoči, ne, vsak teden je bil. Ja, nič se ni dosti spremenil, ne, potem je bil pač kino redno, vsak teden, oziroma lahko tudi dvakrat. Ja, od začetka je bilo še kar dosti obiska, seveda, potem pa je to začel uplahneti, tako kot povsod drugod, z ozirom na televizijo, radio, pa drugod, da so imeli boljšo izbiro, pa prevozna sredstva so boljša, bila pa boljše veze, pa so drugod tudi drugam hodili, tako da ni bilo pa kaj posebnega. Ja, dolg časa pa smo bili, kar nekaj let je bilo. Ja, takrat, no, jaz sem poskušal, kar se je dal narediti, nekaj časa sem bil seveda tudi jaz operater, potem smo drugega dobili, no, ampak to, kaj pa bilo, da to denarja se je pa nabral, da smo so dvorano popravili, so elektrifikacijo noto, so vse, no, kar se je dal, tako da je bilo dosti zmodernizirano, tudi za igre, ne samo za kino. Ker sem bil, takrat meni sedi tudi predsednik kulturnega društva.
Kakšni filmi pa so se vrteli v tistem času? So bili to Ja, jugoslovanski filmi? kakršne si izbral. To so bilo 5 podjetij v Jugoslaviji in en določen dan so sporočili, pridemo, vabimo vas, da pridete, pa boste izbrali filme, ne, kakršne veš, dobro, kakor se ti vrajma, ne. In potem zbereš tega, ne, in vsak teden kakšnega drugega in potem to točno potismo rokovniku teče. Ne. Tako kot zdaj, se verjetno tudi zdaj ni drugače. Razen tiste velika podjetja, ali če so že bila podjetja, tisti so pa imeli posebno prednost, seveda pa tam so bile pa cene potem dosti više. Ja, ker je bilo treba seveda najemnino plačati, to ni bilo zastonj, ne. To ni tako, da je rekel zastonj je, ne. Tudi cena za film, tudi niso bile za vse enako cene, ne. Ni recimo, kar ta film, 1000 dinarjev za vsakega, ne. Sedaj 2, ta je 1, ta je 5, ta je 10, ne. In če si vedel, da lahko to zmoreš, lahko tudi tazga vzel, če nas mogo vedeti, pa bolj tak pridem pa pobrati tiska so drug pustne. Kako ste pa ljudi informirali, da so sploh bili obveščeni, kateri film se kdaj vrti? Ti smo že, to smo pa dali, plakate ven, ja, saj nekaj plakatov itak zraven pride, ne, saj to je toliko, no, se jih nismo mogli tiskati, saj tudi nismo imeli sredstev za to. Ja, pa tako, kakšne slike smo pa imeli, ne, slike smo dobili velika zraven, smo kakšno vitrino postavili, tako da so gledali, kako to izgleda. No, če malo društveno življenje povežemo, povedemo iz kulture tudi na šport. Bil ste aktiven v konjeniškem društvu, tudi društvo je bilo deležno velike pomoči strani zadruge za pripravo hipodroma. Kakšni so vaši spomini iz tega obdobja? Ja, bil sem, skozi prav začetka, čeprav jaz nisem nobenega konja tacga za šport, ampak sam delovne konje. Je pa res, ideja je padla, da bi bilo fajn, če bi imeli hipodrom, potem, ko je bilo že seveda konjeniško društvo že ustanovljeno. In smo se domenili ta prostor, ki je bil seveda že nacionaliziran, če tako rečem, hipodrom, ko zdaj stoji, seveda, da se ta tudi naredi. Zadruga, takrat je bila še obdelovalna zadruga, meni se zdi, ker so se te stvari začele, je imela traktorje, tudi ljudi je bilo nekaj, no, predvsem traktoristi, pa tiste prikolice in potem smo seveda začeli s tem, da smo to progo začeli nasipavati, tako da so bile že možne dirke. Prve dirke, mislim, so bile še kar tako, bolj divje. Ampak pa je pa kar en let meni se zdi, da je trajal, da sem vsaj to prvo stezo naredil, vsaj približno tako, kakor je. Potem se je pa to zmeraj večal, treba je bilo dobiti seveda material, mislim za stezo, nekaj titana, pa tam, ki je veliko tiste žlindre. Kakšne take stvari. No, to je zadruga, predvsem zadruga preskrbela. Jaz sem bil pa tam tudi predsednik, meni se nekaj časa, ali pa vsaj podpredsednik. No, tako so me kar poslušali, da se je to dal narediti. Ko rekel, propagator vsega tega je bil pa res pa Juhan Janko, to pa drži, on je pa bil tak navdušen. No, potem so pa še drugi bili. Tako je bilo. Da so pripeljali to konjeništvo tako daleč kot je danes, ne? Takrat je bilo zelo zanimanje, teh dirk nikjer ni bilo, hipodromov tudi ni bilo in je bil tudi obisk strašno velik. No, potem so bile še tiste, kaj smo imeli, veselice seveda, pa loterije, take stvari, no, tam je tudi denar prišel zraven. No, pa so se pa stvari pa seveda počasi komercializirale.
Predsednik lovskega društva ste bil pa kar 35 let. Najmanj, ja, če ne še malo več. Pa ni bilo drugega lovca, ali ste bili tako dober, tudi navdušen za to obliko? Ne bi rekel, da sem jaz kakšen navdušen jagar, ne bi rekel. Ne mislim samo v tem smeri, da je treba ročiti vrste, ampak tudi nasploh. Ne vem. Ti stika z naravo morda. Ne, to sem jaz najbrž poverval. Ja, meni se tako zdi. Pol je to dedna funkcija. Najbrž je pa to dedno, oče je bil ustanovitelj s tem Ivanom Hribarjem, vlanskom županom, da sta bila pravzaprav ustanovitelja tega lovskega kluba v Komendi, 21 leta sta to ustanovila. No in pa je seveda oče je bil skozi predsednik tudi, ja, seveda, Rešina. No pa jaz nisem bil, do vojne nisem nič bil član. Mečkan prej, mislim, 40 leta, da sem se včlanil. Da sem bil član in potem 43 leta, se pravi, med vojno sem delal izpit za lovca, ker moraš imeti izpit. In zakaj? Zato, da sem lahko puško kupil. Ker lovci so imeli tudi takrat med vojno to prednost, da so imeli lahko orožje. Poleg soldatov pa žandarjev so imeli tudi lovci svoje puške lahko, lovske seveda. In da sem lahko, ker sem že takrat vedel, da bom šel v partizane, to sem že planiral in sem rekel, fajn bi bilo, zakaj pa ne bi še puško kupil, vse je denar samo. Treba je bilo dovoljeno dobiti, pa tisto orožar je bil pa tam v Kranju. Sem ga tudi prepričal, da me je na puško predal. In sem res takrat naredil izpit pri Ridlnu, Drago Ridl v Kamniku, zelo zagrizen Nemčur. Ja, je pa pri nas, ker imamo tudi gostilna, tudi pri nas vinjeva, tako da sva se takrat dobro poznala. Ampak je bil pa zelo zagrizen drugače. Zakrat med Nemčijo preh pa sploh nisem vedel, koga je, ne. No in tam sem pa, on je bil tak livjeri, veš, čist kot general, zeleno, pa sporten, pa s tistem medaljam. In me pasali vse skupaj. Strašno me je pasal. Kaj misliš? Če gremo še malce nazaj v politiko iz tega društvenega življenja, v 6 letih ste kar veliko časa posvetil kmečkim vprašanjem. Sodeloval ste v odboru za kmečko zavarovanje, bil ste poslanec v Republiškem zboru. Ja. Kako več o tem poveste? Ja, lahko, ja, seveda. Tam se pa res začne zdaj tista povojna politika, to pa res. Do takrat niti ne, da je bil vse bolj kako rekel, nekako podedvano po vojni, nekako bolj prisilen, da so se v stvari vtikal, čeprav ni samo časa. No, potem je pa prišlo do tega, da me je ta Lukančeva Mara enkrat vprašala, če bi jaz hotel delati v odboru za zdravstveno zavarovanje kmetov, ne, v to republiški. No, sem mislil, da je dobro, jaz sem ga član gor ali dol in sem rekel, ja, lahko me kandidirate, ne. In so me kandidirali potem v ta republiški odbor in seveda potem sem bil tam tudi izvoljen in ne vem, zakaj so me karkoli nekako kar malo za predsednika dal, ne. Je pa res, sem pa, če sem nalogo dobil, sem jo pa, če se je dal dosti resno, tudi jemal, ne, in ker je, to je pa zdaj tista slaba stran te naše ureditve, takrat bila, pa še zdaj ni čisto dobro zaciljena. Kmetje kot taki, kar niso imeli pravih pravic, se pravi, zdravstveno zavarovanje je bilo tisto, kar je bilo obvezno, tisto je bilo, tistih dodatno, ker imajo pa delavci, tisto pa ni bilo, seveda, ne mislim povrniti stroške, če si takrat, ko si bolan, ampak saj vse tiste stvari, kar jih zdaj imamo, ne, takrat niso bile, mislim, tiste glavne, kakšne nalezljive bolezni, pa kakšne nesreče, to so že naredili, druge stvari pa treba plačati, ne. To se pravi, to je bilo treba urediti. No, meni se je zdelo, da je
treba te stvari urediti, ne, seveda so se tudi drugi strinjali. Tam v tem odboru so bili seveda ravno tako člani kmetje, to je bila ena taka organizacija. No in seveda te stvari smo še kar dosti hitro uredili, niti ni bilo dosti pripomb te predloge, ki smo jih dali, potem so to obravnavali v tem odboru, republiškem odboru skupnega zavarovanja in no, potem to je še šlo, to ni bil problem. Moram pa reči, zdaj ko ravno to govorim, status kmeta ni bil tako, mislim, čisto enakopraven državljan, ne. Če bi že kot človek enakovreden državljan, ne bi rekel, da mu kakšne, ampak je bilo celo vrsto stvari, no, pri zdravstvenem zavarovanju, pokojninskega zavarovanja ni bilo, kaj s tem, no, druge stvari pa tudi ne, vse tisto, kar so delavci imeli, seveda tudi kmetje še daleč niso imeli, ne. In se spomnim pa kasneje, no, če malo preskočim tale čas, že kasneje, ko sem bil pa izvoljen, ko sem rekel, za poslanca, da sem imel včasih zelo presenečen nekateri, niso vedeli, kako bi ne rekli, kako bi ne sploh naslovili. Ali sem kmet, ali sem kmetovalec, ali sem delavec na kmetijstvu, kaj sem, ne. Se pravi, enostavno kmet naj ne bi bil kmet, ampak je to nekaj, nekaj, kar izginja, ne. Čisto tako da me je to prav posebej zabolel in sem se dolg časa trudil, da sem prepričal tiste svoje kolege, poslance, da je kmet prav tak državljan, kot so vsi ostali državljani, z vsakim vsem pravicam, kar jih drugi državljani tudi imajo in jih morajo tudi kmetje imeti. In to ni nekaj separatnega, nismo nekaj v nekem, separatnem, pa nekem odvojenem kraju, ampak da smo sredi vas vseh. No? In da je treba nas obravnavati tako kot vse druge. Jaz sam sem bil že obravnavan tako kot drugi, ker sem bil partizan, če že drugega ne. Sem se že za to lahko bolj potegnil. Celo vrsta je bilo taka, ki niso bili nikjer, ne. Pa še ta nesreča je bila, veliko je bilo mladih, ki so šli v industrijo, ne, pa so starejši doma ostali, tako da se niti niso mogli braniti. No, to je bilo tako. No, zdaj pa, če se nazaj povrnem na tisti odbor. No, ta odbor je te stvari rešil in jih je tudi, mislim, po moje, dosti dobro rešil, tako da smo imeli kmetje enake pravice, seveda dolžnosti, jasno, kot vsi ostali zaposleni. Potem je pa tudi prišla ideja do tega, da bi morali biti kmetje tudi pokojninsko zavarovani. Dobro je, če so vsi ostali, od beračev pa do, pa do generalov, vsi zavarovani pokojninsko, imajo tudi kasneje seveda pokojnine, zakaj tudi tega kmet ne muče, enakopraven, ne. No, tu se je pa začela pa posebna borba za te stvari, ta je pa malo časa trajala, dosti je bilo govorjena. Ampak ste bil pa uspešen na tem področju. Ja, moram pa reči, da Oman, ta sloviti Oman, SLS Ivan, ja, ki je bil, moram povedati, je bil edini, ki je bil proti temu, da se uvede pokojninsko zavarovanje. Rekel, če že je, potem mora biti pa točno tako, da imajo vsi kaj pokojnine, pa take, ki jih imajo delavci. Ja, to je pa nemogoče speljati. To se pravi, drugače pa sploh ne. Je bil čisto odločen, sploh ne. Revolucionar v napačno smer. Ja, zdaj pa ni, ne. Zdaj pa lahko govori drugače, ne. Ampak točno tako je bilo. To se spomnim. No, te stvari, on je bil nekaj časa tam, potem vse niso bili stalno isti člani, ker tako, kot sem bil jaz, recimo, delegiran, tako so bili tudi drugi in kar eden, kar drugi, ne, ampak več ali manj so se pojavljali enaki. Eni so bili zelo dobri, mislim, tudi agilni, eni pa kot posod v teh odborih. Stvari so se speljale do konca, moram reči.
smo, imeli dosti težav, ne, moram reči, dosti težav, recimo tudi v skupščini in vse to prepričaš. Sreč sem bil jaz poslanec, ne. To je bilo pa, se je drugače verjetno, pa ne zato, ker sem bil jaz, ampak zato, ker sem bil poslanec, ne. Da sem vso možno, da sem lahko do vseh teh, ko preko političnih generalov lahko do njih prišel, ja. Ne, to je pa bilo, ne, ni tako, da preko tebe pa ne bom sprijel, vsak me je sprijel, ne. To je pa bilo, ne. To čas sem pa imel, ne tako zdaj izgledam, da vsi poslanci niso na tem, da bi ga lahko recimo predsednik sprijel, čas, kar malo vzad pesti. No in stvari, ki so bile že čist speljane, do konca speljane, je bilo treba dobiti žegen. In seveda zdaj kdo, ki je bilo, no, vsi so rekli, to pa CK, komunisti imajo to sem rekel, ne, to so čist civilne, to niso politične, so tudi politične, ampak gre za, pravzaprav za zakonite zadeve, ne. To skupščina sprejela, to lahko samo predsednik skupščine spele, da to pride v obravnavo. No, in jaz sem predlagal, da grem k Krajgarju, ne, tako sem mislil, da bo bilo treba eno tako, kaj se vem, več ljudi skrbstvati, delegacijo, ja. Ne, sem rekel, jaz kot poslanec bom lahko k njemu prišel, delegacija pa že drugo, ne. No, in res je. Moram reči, takoj me je sprejel, da sem se najavil in rekel, v redu, kar pridi, ne. Sem povedal, sem mu razložil vse te stvari. Ja, rekel, se imaš prav, ja, sej. Pa me je bil že pa imel žal, da me je kuj potrdil. Ampak je bilo že, ker je on pristal, potem so stvari stekle. Je šlo potem v skupščino, seveda, jasno, cela procedura je šla, tako kot danes, ja. Ampak glavno je, tako kot danes, seveda, točno, če ta glavno reče, ja, pa gre, ne, seveda. Zdaj, če gremo še malo naprej po teh obdobjih, ne, v 70-ih letih sva se spoznala na občini v Kamniku, vi ste bil predsednik SZDL, jaz sekretar za SMS. Morda še kakšna beseda v tem obdobju? Kako je pa bilo takrat? Takrat so pa k vam drugi hodili. Ja, seveda so. Si malo obrnili, tako kot vi prej. Ja, seveda se so, ja. Ja, seveda, ja, sam tudi, tam nisem več socialistična zveza. Ja, no, ja, to pa je bil res tak političen del, ne. Tam pravzaprav nič ne narediš, ampak samo pogovarja se. Ja, seveda. Ja, je pa to, da urejaš, ne, tiste odnose, en med drugim urejaš, ne. Največ težav imaš pa s kakšnim birokratom, ki se te tam usede in ti da mora tako biti, pa mora še to biti, pa še on, pa na zadnje ni nič. No, se spomnim, no, to je pa kamenška zadeva, se spomnim, ko so obravnavali, da bi tisti trg tam, ki zdaj drsajo, ne, tista glavna trg. Prej je bil Titov trg. Zdaj glavni trg. Ja, no, glavni trg. Tam uredi tiste hiše, tam, ko so tiste stare, da se to obnovi, da bo to lepo izgledalo, tista galerija tam, potem tista delikatesa iz ja, s tistim strašnim stvarmi, da se to uredi. Ja, vse je bilo narejeno, no, sedaj je bila anekdota. Potem pa skliče, ne vem, sedi, da je predsednik izvršnega sveta, vse tiste ljudi, ki so za to bili odgovorni, se pravi, ne, 8 ali koliko je bilo tistih arhitektov, občinskim arhitektom na čelu, da bodo zdaj, pa načrte so boj pa nazaj, da se dokončno reši. No, potem so pa seveda to razpravljali, oziroma smo razpravljali, jaz nisem bil arhitekt, bolj poslušal te stvari in niso do konca prišli. No, in je potem ta občinski arhitekt rekel, ja, zdaj pa treba enega arhitekta dobiti, da bo to stvar razrešil. No, pa se je on znajdel, pa je rekel, 8 vas je, pa 8 ne morete tega rešiti, kako bo zdaj tista 9 več naredil. Posledice, trg je še lih tako, kot je bil takrat, pa sem že jaz zdaj 20 let upokojen. No, pred upokojitvijo ste pa bil še predsednik Zadružne zveze Slovenije. Ja, tisti pa samo 2 leta, ja. Pa ste pa končal Pa sem pa končal, ja. S političnim delom. Pa sem pa nehal, sem tam mrčni.
Prijateljevali ste pa tudi z dekanom Demšarjem in prav z njim ste vložili veliko truda in v Komendi poimenovali v 70 letih ulice po znanih Komenčanih. Nam lahko kaj več poveste o tem? Ja, z njim, tako je, z Demšarjem ne, takrat smo se že prej poznala. Ja, zame je bilo vseeno, jaz sicer cirko ne hodim, ampak dobro, zame je ravno tako bil občan, kot vse ostali občan, sicer zelo, mislim, agilen, tudi v svojem delu, mislim, v delu tudi tisto, kar občini pripada, ali pa za občino dobro, in sva se tudi v tam hitro ujela. Tako da nisva sicer politizirala, niti nisva en drugemu metala kakšne stvari, ki v nos, ampak mislim, da sva se pa kar en drugega dobro spoštovala. Tako da on mi je, ja, no, seveda, potem so bile pa stvari, ko so razgovori, dobro, on mi je določene stvari, tudi iz tiste zgodovine komenske, ker je študiral, ker je prebiral te stvari, meni pripovedal. No, jaz pa tisto, kar je on želel vedeti od mene, samo pa tudi, tako da je kar šlo. Če navezamo to zgodovino Komende. Te imena ulic, dobro je. Meni so takrat za prosilco, meni so rekli, ti bolj poznaš ta kraj, daj kakšne imena za ulice. No, jaz sem šel na stališče, če so že imena, potem naj bojo imena po domačih, pa naj bojo kakršnakoli, sicer umrli, ampak vendarle, da so to domači, da jih ne išemo zdaj po Sloveniji ali pa po Jugoslaviji, ki je okoli, ampak naj ti bodo in ti so tudi ostali. Zdaj, ko ste omenili zgodovino, morda še eno zadevo, ki se tudi tega tiče, grb Komende. Včerajšnji, če lahko tako karikiram, pa tisto, kar imamo danes v Komendi. Je neka mala razlika, se mi zdi. Je velika, ja. Je velika, res je. Tisti grb je bil sicer od komenske občine takrat, no, tiste, kakršna je že bila, sicer ni bila tako velika. Midva sva prav iz Demšarjem, jaz sva to jaz sem ta grb sicer najdel tle doma, v svojih teh arhivov, ki jih imam še od tistih starih prejšnjih ljudi. Ampak potem midva se tudi pogovarjala, kako to izgleda, kakšen naj bi bil in kaj stvar pomeni. Res, da so malteški vitezi bili tla tisti, ki so te stvari peljali in da je nekaj tistih znakov od malteškega križa. Vendar je tist kot, ki je tam namalan, so ga zdaj spremenili v to, da je to en kriv, ki ga Komend ni. Ampak tisto dejansko pomeni to cesto, glavno cesto, ki je bila to je vinkel, pravi tudi po nemški vinkel ali pa križ, to je znak za cesto. Vsaj naj bi bil znak za cesto. In ta cesta je bila zaradi tega v tem grbu, najbrž zaradi tega tudi not narisana, ker je bila tukaj glavna cesta čez Tuhin, pa čez Komendo, pa na Kranjsko gor. In to naj bi tukaj to pomenilo, ta vinkel. Zdaj ta grb pa tega nima več in tudi to nič ne pomeni, pa nima nobenega smisla, da je star, pa nekaj novega not. Če je, naj bi bilo original ali pa nič, ali pa novo. Kako pa gledate, ko Komenda izgublja počasi svojo podobo vasi, nove gradnje rastejo kot gobe po dežju, za bencinsko črpalko v Mostah rastejo celo bloki? Ja, po eni strani seveda to je v redu, vse kraj se širi in tako naprej, za tiste, mislim, staroselce, ker me sprav za tiste pa najbrž ni to najbolj prijetno. Ker to je predvsem spalno naselje. Ljudje, ko pridejo sem, hočejo imeti mir, hočejo imeti prostor, da se lahko sprehajajo. Staroselci so bili pa več ali manj pa kmetje, in to skrb ne gre. To najbrž na vožnjih najbolj prijetno. To je približno tako,
Približno tako, ne? Če bi tako dal za eno primerjavo, tega se zdaj veliko dogaja. Recimo nekaj na tovarna stala tako kot stol, okolikoli tovarne so takrat gradili stanovanjska naselje. Seveda, čez nekaj let so tisti ljudje šli v pokoj, pa so prišli mlajši, ki so drugo zaposleni, zdaj pa tista tovarna smrdi, pa robota in je treba tovarno odstraniti. To se pravi, tistega moraš odstraniti, ki je bil pravzaprav ta glavni tam. No, približno se zdaj pri nas tudi to dogaja. Tam je kmetija, tudi je moja taka, recimo skozi bolj bo v sred tega naselja, gotovo pa še več tam. To se pravi, zdaj ti staroselci spet ven. Zato ne umitla. Ta prvi so uživali, ta prvi naseljenci so uživali, da živijo nekako na deželi. Zdaj, ta zadnji pa ne bodo več na deželi, ampak bodo v nekem naselju, stanovanjskem naselju, ki bo en drugmo na pot. Je razlika. Je razlika. Morda še za konec, kako pa zdaj na stara leta preživljate svoj prosti čas? Če vidite? Imate kakšne hobije mogoče? Ja, hobijo je dosti, sam jih ne moram jih več v življenje spravljati. Ja. Svojih hobijev, pa svojih konjičkov. Me konjičkov vidijo. Ne gre zdaj. Ja, kako? Nač, delaš ko naprej, ker pa mi bilo, da bi bil zdrav. No, sej časih sem. Oba, no, da bi bilo oba, da lahko greva nekam, ne sam. Zdaj, če je en bolan, pa mora biti drug tu zraven. To je zdaj tist, žena je bila zdaj kar precej dolg na bolniški. Tista 80-letnica njena je čist podrla. Kasneje boš, te videl, malo 90. Tam se ne govori. Tam se ne govori, veš, kaj je že to. Da je, začel tako pomislim. Ampak nekaj drugega me je zelo, no, to nima veze s tem, ampak nekaj drugega me na misel prišlo. Preščeraš, kaj ste mi. Ko sem se rodil, pa do vojne, takrat je bilo tudi več ali manj Jugoslavija, zgodska je bilo dobrih 20 let. In me na misel prišlo, da smo zdaj že 18 let v novi Sloveniji, v svoji novi svobodni Sloveniji. 18 let, tam pa pravim, koliko sajt tista stara Jugoslavija živela, je Madonna, koliko sajt pa že zdaj živemo v novi Sloveniji, v naši svobodni Sloveniji. Kaj, čas strahotno hitro naprej. Res ne moreš se predstavljati. Pa, kaj s tem, ni več kot burna, ni. Meni se zdi, da so bili včasih večji preskoki, kot so pa zdaj. Ali pa sem se že navadil. Gospod Nande, najlepša hvala, ker ste bili gost v klepetalnici. Tudi vam hvala, gospod Stane. Morda ne bi bilo slabo, da bi po gospodu Vodetu poimenovali kakšno ulico tudi v Komendi. Tako, spoštovane občanke in občani, upam, da ste uživali v naši družbi. Lepo se imejte, pa srečno.